Andrej, selektorsko vlogo pri mladi reprezentanci ste prevzeli približno 4 mesece pred začetkom tega evropskega prvenstva. Predtem ste bili v vlogi pomočnika selektorja. Koliko se je za vas spremenilo vaše delo z vidika same odgovornosti, vsakodnevne neke rutine, samega načina dela z igralci? Ja, absolutno je ogromna sprememba. Biti pomočnik ali biti glavni trener sta popolnoma dva različna svetova. Kar se tiče odgovornosti, odgovornost pade praktično na pleča selektorja. Glede na to, da sem jaz bil že prej del strokovnega štaba pri gospodu Ačimoviću, same metode dela nismo niti spreminjali, ker je praktično ta generacija proti izteku. Z Eurom končuje selekcijo U21, tako da ohranili smo vse tisto, praktično vse enako, da je čim manj sprememb. Za mene osebno pa ja, vse tiste glavne odločitve so sedaj moje. Odgovornost velika, sprememba praktično pred Eurom, tako da nepričakovana, ampak pač v trenerskem poslu, v nogometu je pač tako, da se čez noč stvari lahko spremenijo in sedaj smo tu, sedaj smo pred Eurom in ja, se pripravljamo, da bomo čim bolje pripravljeni za super težko tekmovanje. No, to ekipo, njen potencial dobro poznate. Kaj menite, da je največja prednost te generacije, ki se je tako zgodovinsko uvrstila na Evropsko prvenstvo? Dobro, na začetku moramo izpostaviti kakovost. Če ta generacija, če ta skupina fantov ne bi bila kakovostna, sigurno ne bi osvojila prvega mesta v skupini, sigurno ne bi prišla med 16 najboljših reprezentancev v Evropi. Druga zadeva je absolutno povezanost, tako med fanti kot med strokovnim štabom in fanti. Vlada res neko pozitivno ozračje, pozitivna klima, delovna vnema. Fantje so zelo, jaz bi dejal, zelo dovzetni za taktične spremembe, zelo hitro dojemajo stvari. Po drugi strani pa imajo tudi neko predrznost, da ne priznavajo praktično nikomur, da je favorit, kar je zelo pomembna lastnost v luči prihajajočega Eura. Torej Anglija, Nemčija, Češka. Kako vi kot selektor gledate na to, da boste igrali proti takšnim velesilam? Ko so prišli prvi spiski, praktično mi že od žreba smo delali analize, poznamo. Načeloma vse te reprezentance je nekaj specifike, da recimo pri Nemcih je zelo malo rotacij. Praktično igrajo z enako postavo že 2 leti. 2 leti so nepremagani. Pri Angležih je drugače. Angleži so od začetka kvalifikacij nekje izvrteli čez 40 igralcev, kajti tu pa je razlika recimo med nami. Nam se vsak odhod, vsaka odsotnost, vsaka poškodba se nam brutalno pozna. Pri njih pač se nadomesti od igralca Liverpoola, pa pride igralec Arsenala ali pa Newcastle ali pa Nottingham Forest. Tu je ključna razlika, da so te reprezentance super kvalitetne. S postavami, ki bodo pritekle na Euro, je to top nivo, ki ga spremljamo praktično iz tedna v teden. Ampak top nivo so bili tudi Francozi v kvalifikacijah, ena od močnejših reprezentanc, pa se je tu v tej tekmi pokazalo, da naše moštvo res krasi neka pozitivna predrznost. Da imamo par lumpov v ekipi, ki lahko povedejo vse ostale na nek nivo in sama koncentracija kakovosti v tej moštvi je tako razporejena, da delujemo res kot moštvo. Tudi ob zaostankih se ne predajemo, tudi ko vodimo, praktično je fokus usmerjen na rezultat in jaz sem prepričan, da bomo mi zelo tekmovalni tudi na Euro. Sami ste že omenili to individualno kakovost, ki vam bo stala nasproti na tem Euru. Vemo, da je to zelo močno tekmovanje, da mnoge reprezentance prihajajo številnimi igralci iz elitnih evropskih lig. Kako pa sami igralci v slovenski izbrani vrsti to doživljajo, pričakujejo te tekme? Pa jaz moram reči, da mi na vseh sestankih, kar smo jih imeli, ne poudarjamo neko. Mislim, da sami vejo v današnjem času, v tej tehnologiji točno vedo, kdo jim bo stal nasproti. To pa je tisto, kar to moštvo krasi, da ne priznavajo nikomur avtoritete niti na igrišču, niti izven igrišča in to je zelo pomembno. Ko se bo
12. ko se bodo prižgale luči, 9. zvečer bo to najbolj pomembno, ne glede na to, kdo stoji nasproti. Kam lahko poseže slovenska izbrana vrsta na tem prvenstvu? Kakšni so cilji v tej močni konkurenci? Kam lahko poseže, bomo videli po 18. juliju, ampak osnovni cilj je praktično priti iz grupe. Vem, da bo to zelo težko, da bo to eno od večjih presenečenj, ampak presenečenje je bila tudi tekma v Franciji, presenečenje je tudi, da smo mi prvi končali v skupini in dobivam tudi strani igralcev signale podobne. Gremo tekmovati, gremo praktično z vsakim na nož. Je pa specifično tekmovanje, kajti tri srečanja v 7 dneh je brutalen ritem in tu je, bi jaz dejal, mogoče poglavitna težava širine kakovosti kadra za tako brutalno tekmovanje v 7 dneh, tri tako močne tekme, prvo Nemčija, potem Anglija, na koncu Češka. Jaz si želim, da bi tekma s Češko odločala o napredovanju. Še ena tema, ki se je morala dotakniti, Erik Kojzek. Kako vi komentirate te odločitve mladih, talentiranih igralcev, ki se odločijo za dres druge reprezentance? Jaz sem mislil, da bom tukaj zelo kratek, pa vidim, da je vprašanje postavljeno malce drugače. Kar se tiče Erika Kojzeka. Erik Kojzek je bil poklican v obe selekciji. Fant je bil reprezentant U19, kazal v tistih izjavah, da je s srcem za Slovenijo, da je njegova bodočnost Slovenija. Ni se pojavil na zboru, ni se javil niti meni, javili so se agenti njegovi, da se je odločil za Avstrijo, da pač njegovo srce bije za Avstrijo. Tu je zame zgodba popolnoma končana. Kdor ne čuti nekaj posebnega, ko zaigra Zdravljica, komor ne grejo kocine po konci, ko sliči nacionalno slovensko himno, pač enostavno tudi na igrišču zelo težko da maksimum. Ko je zaigra slovenska himna, praktično to mora biti nekaj posebnega. Sedaj, če nekomu to ne igra, je odločitev, vsak posameznik sprejema svoje odločitve. Je pa za mlade, lahko rečemo, zelo težko dan danes, kajti so v rokah agentov in v bistvu vse te sugestije verjetno pridejo skozi neke druge motive, na koncu se pa odloči igralec, verjetno tudi njegova družina. In Erik se je odločil tako, kot se je. Verjetno bi si vsi želeli, da bi v dresu mlade reprezentance na tem Euru videli tudi Benjamina Šeška. A je sploh v katerem koli trenutku bila ta opcija realna? Ne. Jaz sem že takoj na začetku, ko sem nastopil v selektorsko funkcijo, dejal, da si želim osnovna želja, da bi Slovenija šla čim bolj kakovostna na Euro. Čim boljša, da bi šli z vsemi najboljšimi. Kajti, recimo, ko pogledamo reprezentanco Anglije, igralci Liverpoola, Arsenala, Newcasla, tu je ena od teh mojih osnovnih želja takoj ni bila uslišana. Mislim, da kar se tiče Benja je bilo tudi razumljivo. Tudi Lamine Yamal verjetno ne bo igral za mlado reprezentanco Španije, tako da bi bilo presenečenje, če bi Beni Šeško bil z nami. Da pa bo tak osip se zgodil praktično v zadnjih 2 tednih, pa sam nisem pričakoval in ne samo, da osnovna želja ni bila izpolnjena, tudi tisti minimum, da bi odšli na Evropsko prvenstvo, taki, kakršni smo bili v kvalifikacijah, se praktično ni šlo. Kako vi osebno doživljate to priložnost? To bo vaše prvo veliko tekmovanje v vlogi selektorja. Ja, čast, ponos, izziv, kot sem dejal, priložnost je prišla nepričakovano. Načeloma sem jaz v tem poslu že zelo dolgo, tako da kar se tiče nekih pritiskov Euro, da bi verjetno, ko se bo vse skupaj začelo, malce tiste pozitivne nervoze, kar je praktično priporočljivo. Drugače pa jaz sam že toliko časa v tem poslu in na sceni prve lige in tujine, poskusil se v tujini, tako da nekih težav ni. Komaj čakam Euro, komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, da bo težko, absolutno se zavedam, mislim, da se mnogi ne. Kako težko bo, sestavili bomo najboljšo možno strategijo v danem trenutku in za mene ne bo nobenega večjega stresa. Po vsem, kar ste povedali, tudi mi komaj čakamo, da se začne. Mi vam seveda želimo vso srečo in hvala za vaš čas. Najlepša hvala za povabilo.